novo jutro, nov dan, nova nedelja. Lepo pozdravljeni v imenu našega Boga. Skupaj smo, da slavimo in častimo njegovo ime. Odprimo srca in dovolimo Svetemu Duhu, da se nas dotakne, da nam pomaga, da lahko z vsem srcem damo njemu slavo, čast in hvalo. Naj bo ta dan doživetje Božje moči v naših življenjih. Verjamem, da Bog želi danes nekatere ozdraviti, druge osvoboditi, nekatere izpolniti s svojo radostjo. Zato se združimo in zdaj skozi pesem, slavljenje in čaščenje dajmo njemu vso slavo, čast in hvalo. In potem odprimo tudi naša srca za Božjo besedo, kajti naš Bog je isti včeraj, danes in na veke. Gradim se svoje upanje na skali, ki sam Kristus je. Za upanje grem njemu le, trdno verujem Jezusu. Gradim se svoje upanje na skali, ki sam Kristus je. Za upanje grem njemu le, trdno verujem Jezusu. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog zatočišče je in moč, mi v stiskah vedno je v pomoč. Čeprav se tresejo gore, Gospod trdnjava je za me. Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bo s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. Poveril njega v Kristusa. Kristus le temelje,
Govorili smo o največjem veselju, da so naša imena zapisana v nebesih. Govorili smo o veselju, o razodetju Božje slave, ki ga bomo doživeli, ko bomo videli našega kralja v vsej lepoti, veličini in slavi. Danes pa poglejmo o veselju nad vidnim delovanjem Boga. 72 so se veseli vrnili in govorili: Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: Gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Učenci so se vrnili veseli, ker so doživeli v Jezusovem imenu moč, kateri se je morala pokoriti vsaka sovražnikova moč. Jezus je rekel, da je največji razlog, da se veselimo, da so naše imena zapisane v nebesih. Toda dejstvo je tudi, ko vidimo razodetje Boga na lastne oči v dani situaciji, kako Bog deluje, ozdravlja, osvobaja ljudi od različnih vezi. O tem veselju bomo govorili danes. V Lukovem evangeliju 9. poglavju v 1. in 2. vrsti beremo: Poklical je k sebi 12 ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni. Poslal jih je oznanjati Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike. V 6. vrsti tega istega poglavja pa beremo: Razšli so se in hodili od vasi do vasi ter povsod oznanjali evangelij in ozdravljali. Jezus je poklical učence in jim dal moč, oblast nad duhovnimi silami, ki uničujejo človeška življenja, in dal jim je moč za ozdravljanje ljudi. Poslal jih je oznanjati Božje kraljestvo. Učenci so šli, oziroma bili poslušni, oznanjali evangelij in ozdravljali bolne. Rezultat oznanjanja evangelija, Božjega kraljestva, prinaša veliko veselje. Ljudje so ozdravljeni, osvobojeni sil zla in moči greha. Že zadnjič, če se spomnite, smo v apostolskih delih v 8. poglavju od 4. do 8. vrste brali, da je tudi v prvi cerkvi bilo veliko veselje. Tisti, ki so se razkropili, so vse povsod oznanjali besedo. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušali so ga in gledali znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi. Veliko hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. Tukaj vidimo, da je mesto zavladalo veliko veselje. Filip je oznanjal Kristusa, njegovo kraljestvo, evangelij. Ljudje so ga poslušali, doživljali, videli, kako je bilo mnogo ljudi osvobojenih in ozdravljenih. In še nekaj zelo pomembnega opazimo tukaj. Kakor so apostoli in drugi dobili oblast od Jezusa, ko je še bil na zemlji, vidimo tukaj, da je tudi Filip imel oblast od Boga, čeprav Jezusa ni bilo več na zemlji. Lahko vidimo,
da Bog želi naprej delovati s svojo močjo. To ni bilo samo za apostole in tiste, ki so živeli v Jezusovem času, ampak tudi za vse, ki verujejo v Jezusa, njegovo moč in oblast. Jezusova obljuba pravi takole. Še pozneje se je prikazal 11, ko so bili pri mizi. Graje njihovo nevero in trdosrčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga videli obujenega. Rekel jim je: pojdite po vsem svetu in oznanjite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. To je čudovita obljuba, katero je Jezus dal svojim učencem. Apostol Pavel je učil v prvem pismu Korinčanu 12. poglavju 9. vrsti. Drugemu vera po istem duhu. Drugemu po istem duhu milostni darovi ozdravljanja. Apostol Pavel prav tako uči, da Bog svojo močjo deluje, da ljudem daje tudi darove ozdravljanja. Preden je Jezus odšel nazaj v nebesa, je učencem obljubil moč. Apostolski delih v 1. poglavju 8. vrsti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Nikjer v Svetem pismu ne najdemo, da bi nadnaravno delovanje Boga prenehalo, ko se oznanja evangelij. Kako mi danes oznanjamo evangelij, Božje kraljestvo? Kako mi izpolnjujemo zapovedi, ki nam jih je dal Jezus? Kristjani smo iz oznanjanja evangelija, Božjega kraljestva napravili nekaj najbolj dolgočasnega in utrujajočega. Za mnoge so cerkveni prostori postali samo še kulturni spomeniki, ki mogoče oživijo, ko so v njih dobri koncerti. O Bog, prebudi nas, da ponovno spregledamo, kaj pomeni in prinaša oznanjanje evangelija, Božjega kraljestva, Jezusa Kristusa. Jezus je učencem dal zapoved, ki velja, dokler ne pride po svoje ljudstvo. Jezus je pristopil in jim spregovoril: da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Jezus je povedal učencem, da mu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite, jim pravi, oznanjujte, učite vse, kar sem vam jaz učil, da ljudje spoznajo, da postanejo moji učenci, moji delavci, da ljudje lahko slišali, sprejeli in doživeli mojo moč. Dobesedno tako Jezus pravi učencem. In v bistvu ta zapoved, kot smo rekli,
velja še danes, dokler Jezus ne pride po svoje cerkve. Da so ljudje ozdravljeni, da so jim grehi odpuščeni, da imajo večno življenje, da se lahko veselijo, ko doživljajo moč in oblast, ko se razodeva njegovo kraljestvo, da lahko vlada veliko veselje. Na koncu želim moliti za vse, ki me poslušate in ste mogoče bolni. Mogoče ste duhovno zvezani z nekaterimi stvarmi. Mogoče je vaše srce, življenje obteženo žalostjo. In še bi mogoče lahko našteval, kaj vse danes ljudje doživljajo in skozi kakšne težke situacije grejo. Toda Božja beseda nam obljublja, ali eden od velikih razlogov veselja je, ko Bog deluje danes, zdaj, med nami, v naših življenjih, v naših srcih. Zato se združimo v molitvi. In kot sem rekel, če potrebujete Jezusovo pomoč, ozdravljenje, lahko je to katerakoli bolezen, lahko so težke, mogoče neozdravljive bolezni, mogoče kljub velikem napredku medicine, vseeno tvoje zdravstveno stanje vse bolj peša. Zdaj je trenutek, predaj v veri svojo bolezen Jezusu Kristusu. Prosi ga o zdravljenje. Naj se on dotakne svoje močjo, da bolečina, žalost, obup, karkoli izgine v Jezusovem imenu in da tvoje življenje napolni radost, veselje, da je Bog živ. Mogoče si zvezan, kot sem rekel, s kakšnim grehom in si sužen in to uničuje tvoje življenje. Pridi k Jezusu in povej: Jezus, osvobodi me v svoji moči. Žalost, mogoče ne vidiš več nobenega izhoda v svojem življenju. Jezus je rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Pri njem je odgovor, pri njem je pomoč. Odpri svoje srce, prenesi svojo žalost pred Jezusa in dovoli, da se on dotakne in ti razodene smisel življenja. Da nismo gola slučajnost tukaj na zemlji, ampak da smo ustvarjeni za večno življenje. Kot smo govorili, da so naša imena zapisana v nebesih. Najboljše šele prihaja za tiste, ki verujejo, ki služijo Jezusu. To je njegov načrt, to je njegova volja. In tako zdaj se združimo v molitvi. Jezus, hvala ti, da si ti živi Bog. Jezus, hvala ti, da si ti ozdravljal, ko si bil na zemlji. Jezus, da je tvoja moč delovala, ko si ti poslal Svetega Duha in da ti deluješ tudi danes, da delaš čudeže in znamenja. Hvala ti za vse ljudi, ki so bili ozdravljeni ali doživeli tvoj dotik. In Jezus, jaz te prosim zdaj tudi za tiste, ki prav zdaj poslušajo tvojo besedo in so bolni. Jezus, daj jim vero, odpri njihova srca, da zverujejo, da si ti Bog, ki ozdravljaš, ki delaš čudeže. Jezus, v tvojem imenu naj vsaka bolezen zlomljena in odstranjena. Jezus, ali so to težke, neozdravljive bolezni, ti točno veš, s kom se prav zdaj ljudje soočajo. Dotakni se svojo močjo. Jezus, je to kakšna duhovna zvezanost, nemoč nad grehom, uničevanje življenja. Jezus, pomagaj. Ljudje svoje srce odprejo tebi, da te prosi odpuščanja in da jih ti v svoji moči prav zdaj osvobodiš in se dotakneš. Jezus, prosim te za žalostne, ki so moče obupani. Jezus, ti si prišel in sam si rekel, da nam razodeveš, da bi imeli obilno življenje. Zato se dotakni njihovih src, naj svojo žalost, svoj obup, svojo nemoč predajo tebi. Jezus, ti jih spolni z svojo močjo in deluj
in izpolni z radostjo. In Jezus, tudi vse ostale ljudi, ki poslušajo in imajo moče druge potrebe, ti deluj. Jezus, ker si isti, včeraj in danes in na veke, ker je tvoja oblast ista. Jezus, to molimo in naj veselje in radost človeških src zavlada. Jezus, tebi pa dajem vso slavo, čast in hvalo. Amen. Želimo naprej prijetno in blagoslovljeno nedeljo. In če ste doživeli čudež, ali ozdravljenje, ali osvobojenje, ali novo radost, pišite našo spletno stran, da se skupaj veselimo, da Bog deluje tudi danes med nami. Amen.